isti dan gledamo, tako da se ne bi prav posebej predstavljal. Danes bomo pogovarjali o prometu. Jaz bom zdaj bližno uri pa pol, v bistvu dva sklopa mogoče, ali pa tri, no. Najprej bomo še čisto malo tako šolsko skozi promet, tako zelo osnovno pa to začetku, ker čeprav je bilo bistveno več geografov prijavljenih, kot jih zdaj tukaj, ki to večinoma že slišijo v dodiplomskem študiju. Zdaj, te zadrege ne bo, ker mi dajo celko po karanteni, tako da ste tukaj večinoma ne geografov, tako da sem si vzel nekaj časa, čisto nekaj osnovne stvari, da sploh zastopimo zgodbo o prometu v kontekstu, mi pravimo temu geografskega okolja, ali pa če hočete kar te naše planetarne zgodbe. No, potem seveda bomo prišli na vlogo prometa pri podnebnih spremembah in zdaj ta zadnji del bo bolj, če bo prvi del mogoče bolj taktični, pedagoški, vsaj domišljam se tako, no, bo pa ta zadnji del mogoče bolj nevladni. Nekako zastopam pri organizaciji, no, pa predvsem v duhu tega tabora, se mi zdi, da je prav, da se bomo na koncu pomenili tudi nekem komuniciranju, nekemu segmentu komuniciranja podnebnih sprememb. Prav nisem ne komunikolog, imam pa nekaj izkušenj s prometom in z delovanjem na ozaveščanju in na prometni politiki zdaj že kar skoraj 20 let in se mi zdi, da lahko nekaj tudi tem povedati. Ok. Ene par stvari je treba najprej razčistiti, zdaj upam, da se tole točke vidi. Promet kot dejavnost ni nekaj, kar lahko neposredno primerjamo z drugimi dejavnostmi človeške družbe, ker ti v resnici vpeta v čisto vse, kar ljudje počnemo. In takoj, ko se človek pojavil, v resnici vsa druga živa bitja se tudi premikajo, namreč promet po neki definiciji je premikanje, potovanje ljudi, premikanje tovora, tudi informacij, čeprav tukaj bomo novejše definicije malo bolj, kako rekel, fleksibilne, iz, točke A v B, pri čemer obvladujemo prostor, ali pa premagujemo prostor. Zdaj, kaj v praksi to pomeni? To v praksi pomeni, da če vi s hruške padete, niste udeleženci v prometu, pa ste se premikali. Tudi tole, ki se danes dogaja v Ljubljani, je maraton, in to ni prometna zgodba, to je športna zgodba. Tudi včeraj na ledeniku v Rettenbachu ni bil promet, pa so se premikali, pa je bil šport. Skratka, te stvari, ki jih seveda zelo dobro zastopimo in ločimo, treba ločiti, ampak premikanje pri obvladovanju prostora, pri želji premagovanja razdalj z namenom potovanja ali tranzita, prenosa tovora je v resnici promet. No in še enkrat, ne moramo ga primerjati s katerokoli drugi dejavnostjo, kjer je v vsaki dejavnosti. Mi smo imeli obdobja človeške civilizacije, ko ni bilo institucionalizacij, ko ni bilo industrije, ko ni bilo kmetijstva, ampak človek je ves čas potoval, se premikal in si ne predstavljal, da bo kdaj drugače. Zdaj, svet je spremenil globalno vas. Vse bolj v kontekst postavljajo tudi svoje vprašanje digitalizacije. Digitalizacija je seveda tudi prenos informacij, ampak ne sodi v kontekst te klasične definicije v prometu. Namreč digitalizacija, kar je za geografijo tudi pomembno, na nek način stremi k razprostorjenju. Promet je pa zelo prostorska zgodba. Tako da, ampak na vsak način tudi promet močno prispeva k dojemanju prostora, seveda oblikovanju in še kaj drugega. Ga pa na nek način digitalizacija poskuša v posameznih segmentih nadomeščati. Ali pa vsaj dopolnjevati. In to bomo danes tudi dali kar nekaj podali, kar je seveda zelo pomemben generator gospodarstva. Znamo neposredne učinke, kot so koliko BDP-ja v neki državi prinese promet, tam nekje okrog 10% z vsemi multiplikatorji, kar ni tako zelo malo.
neposredni učinki, ne? Koliko je v vaših bidonih, vaših steklenicah na mizi, ko ste ga kupili, koliko je tam cena, koliko je strošek prometa, koliko je v štruci kruha strošek prometnih stroškov. Ne? In tako naprej. Ne? Imamo posredne, neposredne učinke prometa. Mi smo že slišali, da je enormen porabnik energije, ne? Približno 50% končne energije v Sloveniji, ne? In tudi v svetu smo tam nekje, ne? Ta velikost nared, gre za promet. Vso energijo, ki jo proizvajamo, pol tega približno porabimo, da se premikamo. No, to smo že rekli, generator gospodarske rasti, ne samo da vpliva, je zelo povezan z gospodarsko rastjo in jasno, ne nazadnje rešuje in jemlje življenje. Torej, ima socialne, psihološke, ekonomske in jasno tudi okoljske učinke, takšne in drugačne, bomo tudi nekaj o tem. In še enkrat, je osnova globalizacije. Zdaj, kaj to v praksi pomeni, da se jaz tako malo vprašam, kdaj ste nazadnjič potovali. Ok, dajmo odmisliti korono. Se pravi, postavimo se 2 let nazaj. Verjetno ste potovali. Verjetno ste potovali, mogoče kdo čez lužo, mogoče kdo kam letu, druge države. Mogoče kdo rekel, nisem nič potoval. Ampak, dajmo si pogledati zdaj, dva čisto kratka filmčka. Poskusi novi Snickers Crisp. Ste videli naslov, to je predkoronski dan vseh avionov, pa flight radarjev, letala predsednikov niso not vključena, še kakšna druga skrivne emisije niso. Ampak, dojemati prostor danes v prometnem kontekstu in dojemati prostor ne tako zelo dolg nazaj, je noč pa dan. Če to ne vzamete v obzira, pa se postavite v leto 2019, oziroma 2020 februar, vsi smo še dolgo zdržali, ni bil cel svet takoj okužen s korono. Recimo, dojemajte prometni sistem planeta s tole slikco, pa ni edina. Še eno pokazal na eno drugo modaliteto se bom, ki je tudi zgodba zase, pa ni edina. This animation displays maritime traffic around the world and reveals global traffic routes. It was created by the European Commission's Joint Research Centre, using long-range identification and tracking data of EU flag vessels received by the European Maritime Safety Agency. Using its Blue Hub technology, the JRC produced this animation covering a period of 1 month. The ship positions are refreshed every 6 hours and reconstructed every hour. It is the first time that LR... Skratka, dobro, sporočilo, ki ga hočem dati, v prometnem kontekstu je naš planet postal eno čist navadno mravlišče. Pejte v najbližjo Alpsko dolino, nek gost, pa pogledajte mravlišče, pa si ga predstavljate tudi z okroglo. Zdaj, če bi dali še avtomobile, pa jih ne boš, ker ne vem, kako to zgleda. Če bi dali še pešce, kolesarje in vse ostalo, kar je promet, to je prometna zgodba planeta. Ne samo to, ko se bo uredila neka ulica, ne samo to, ko se naredi nekaj. To je na mikroravni, ampak če se pa pogovarjamo o planetarnem, in mi se pogovarjamo že 3 dni o planetarnem problemu, je to promet. Tega ne dojamemo, ko se zjutraj sedemo v avto, ko gremo kam, o tem ne razmišljamo. Nas moti tisti zastoj, nas moti, ali nam je pa všeč nek nov voz, ali pa neka nova linija, in tako naprej. Ok. In svet nikoli ni bil tako brutalno povezan, kot je sedaj, in svet to ima prostorske učinke, energetske učinke, gospodarske in učinke.
No, pojmo zdaj malo bolj v smer, ne, ki bomo potem prešli pa čisto na podnebno zgodbo. Ne. Promet porablja energijo, ta energija tako ali drugače, stranski produkti, pa tudi neposredne izgube, končajo v okolju. Kar vsak vnos v okolje je na nek način, po vsakem antropogenu vnos, po vsak prekomeren vnos v okolje, je v resnici definiran kot onesnaževanje. Pričemer, promet ne samo to počne, ne samo emitira, izpušča, pač pa tudi degradira prostor. Saj degradacija je v bistvu razvrednotenje, pa ne gre tukaj za funkcionalno, ampak gre za ekološko razvrednotenje. Tam, ko postavljamo prevetno infrastrukturo, tam je prostor za nekaj let, desetletij, lahko stoletij, odvzet ekosistemskim funkcijam, storitvam, da pa si bo opomogel, pa sploh drače pa še. Največkrat ga povezujemo z vplivom na ozračje. S tem, kar iz izpušnih cevi gre v zrak, pa še na kakšen drugačen način. Pričemer moramo pa ločiti, in to pa je pri podnebnih spremembah zelo pogosto krat zanemarjen vidika. Eno je prometno onesnaževanje ozračja, drugo pa je vpliv na podnebne spremembe. Ni nujno eno in isto, lahko je celo izključujoče, lahko pa se stvar, bom rekel, čist poklopi v posamezni segment. Prometno onesnaževanje ozračja je, če zelo poenostavim, tisto, kar nam smrdi iz izpušne cevi avtomobila. No, mogoče komu diši, ampak tisto, kar pride ven. NOx-i, PTX-i, te lahko hlapni organski, lahko hlapni, ogljikovodiki, delci, pa potem tale sekundarni polutanti, ki nastanejo od tega, recimo ozon, pa še kaj mislim. Teko vpliv na podnebne spremembe je po resnici največkrat povezan z emisijami, z ogličnostjo, z ogličnim odtisom, z emisijami CO2. Čeprav je tudi z delci, predvsem s črnim oglikom. Zdaj bi smo zanj slišali, da je v resnici to, kar spuščamo v zrak, kar se delcev tiče. Ste videli, gospoda Zaplotnika, ki je razlagal, da je prišlo do nekega mračenja zaradi industrije. Zaprav v nekem obdobju smo toliko spustili v zrak teh delcev, da so povzročili senco na zemlji in se je to celo kompenziralo z učinkom toplogreda. Pa smo pa spucali, toplogreda je že sama od sebe šla naprej ta učink, povečane emisije CO2 in da smo jih dvakrat ponosili. Zdaj, v samem sklopu črnega oglika, črni oglik so pa saje. Ampak to so zelo majhne saje, so tudi velike, ampak tisti najmanjši del črnega oglika pa v resnici prispeva k podnebnim spremembam. Po nekaterih izračunih je celo drugi najpomembnejši polutant za segrevanje podnebja, je pa res, da ni inerten. Kar pomeni, da ne vztraja zelo dolgo v zraku. Če bi mi danes nehali emitirati te saje, delce in tako naprej, se na lokalni ravni v nekaj dneh, zagotovo pa v nekaj mesecih oziroma kakšnem letu, zadeva močno izboljša, kar ne velja za CO2, ki je zelo inerten in vztraja v zraku do 200 let. Zato je ta zgodba, ogromno je bilo tega lansko leto, klicev novinarjev, komentarjev, se pa že pozna, ko je Kitajska ugasnila industrijo, bo pa hladna zima. Zgolj slaba okoljska šala je to. Ker vendarle, CO2, kako ga spustimo gor, saj smo tudi gledali, vsi kaj vzame čas, da se potem veže v biogeokemični krog. Tisti neinertni polutanti, sploh če gre za depozicijo, izpiranje in vse naprej, tisti pa relativno hitro padajo. Ampak, skratka, CO2 je zgodba s podnebnimi spremembami, vse ostalo, s prometnim onesnaževanjem, to, kar se v mestih dogaja, kar se preračunajo prekomerne, oziroma prehitre smrti in respiratorne bolezni, to pa sploh ni neposredno povezano, niti niso te polutanti, neki strašni toplogredni plini in naslavljanje, pa tudi komuniciranje problemov, mora biti ločeno oziroma moramo zelo vedeti, če jim govorimo. No, malo številk.
Tako, malo dobimo občutek, ne? Ne vem zdaj, koliko cole se vidite, ampak zelena je promet iz izpušnih cevi. Siva je promet, ki ne pride iz izpušnih cevi, se pravi, a je res suspenzija instal, a so deli vozil, recimo pri delcih se to pozna, pojmo počasi, ogljikov monoksid, ki je v resnici najbolj strupeni polutant, ki pride iz avtomobilov, je tak super strup, zelo hitro zaključi zgodbo, je problem nepopolnega notranjega zgorevanja, ampak ni problem v odprtih okoljih, vi ne boste slišali, da v nekem mestu, ob avtocestah ljudje trpijo zaradi tega, ne, ker zelo hitro zreč, ni strašno nervni, koncentracije so mejni. Potem pa je seveda, so kakšne garaže, kakšni zaprti sistemi. Tam pa zelo narobe, če gre zelo manj. Avtomobili, noter. Nemetalni ugljikovodiki, tudi ne. Torej, sam delež iz prometa je majhen, v celotnih emisijah vidite, kot 5%, mogoče ima več, ampak cestni promet prevzame večji del, ampak ni neka strašna zgodba. No, dušiki, recimo v Sloveniji so tam nekje na 50%, kjer vidimo na svetovni ravni manj, zato ker se na svetovni ravni je več industrije kot v Sloveniji, ampak tam nekje 40-60% so dušiki, iz prometa pride vseh dušikov v atmosfero, kar se nekaj pogledali, govorimo o dušikovih oksidih, NOx, kar je veliko. PM10, zdaj, to bomo videli, vidite, kjer v bistvu celo del teh neizpušnih, celo večji, kot je del izpušnih. Ta je suspenzija, to je, če sem prej govoril, namreč ogromno se industrija matra zbit PM-e, in jih je zelo uspešna pri tem v zadnjih 10-15 letih. In je tudi celoten del, segment zelo majhen. Ponekod, če greste na lokalno raven, v mestih je lahko tudi 60-70%, ne v Ljubljani, ne v Sloveniji, ker imamo drugačno strukturo rabe energije, pač pa velika evropska mesta, zato je bil tak udar na dizel. Zdaj, pogledati moš, kakšen je energijski miks v celotni zgodbi, pa pol vidiš, kaj ti gre najbolj na živce, pa kaj ti najbolj moti. In v mestih Evrope, večjih svetovnih mestih, kjer se recimo večino ogrevajo na elektriko, plin in svojo jedrsko energijo, kakorkoli, kjer niso te konvencionalne rabe ogrevanja, je promet resnično največji onesnaževalec ozračja, zlasti, če gre za neke stare dizelske motore in tako naprej. Zato je bil tam največji pritisk. V Sloveniji ta zgodba ni taka. V Sloveniji je tam nekje do 30-40% v mestih, mogoče več na lokalni ravni, če greste pa ven iz mesta, pa ta delež bistveno manjši, ker mi delce spuščamo s kurjavo, pa še drugi v zrak, precej bolj. In tako, Ampak, to dobimo malo občutka, koliko to pomeni, koliko je promet kriv za celotno onesnaževanje ozračja, In seveda, NOx-i so zagotovo največji problem. Potem imate pa še druge, domače letalski prevoz, mednarodni letalski prevoz, ki se je, to je še vse pred COVID-ni ali pred koronski podatki, so to, aviacija je kar počasi začela rast in pa seveda tudi, nezanemarljivo, shipping, se pravi ladje, pričemer je z ladjem izploh, kaj se dogaja na oceanih, mi zelo malo vemo. Mi imamo neke podatke z ladji, ampak daleč od oči, nisem daleč od srca, ampak je počel kakšne inšpekcije. In prav veliki inšpektorjev, to je sred tihega oceana ni. Ladji pa ni tako malo. Zdaj, ogroman je bil vložek v zadnjih desetletjih v tehnološke napredke vozil. Zdaj spet, ne vem, koliko je poznate, ampak že v sred 90-ih se je Evropa zavezala k tako malim eurostandardom, začeli se z Euro 1, zdaj smo na Euro 6. In kljub temu, da je promet močno naraščal, ne samo v razvitem delu sveta, če tako rečem, ampak še bolj v nerazvitem. Recimo so to podatki za EU, bomo pa videli, tudi na podržavah malo, v resnici vsi te glavni polutanti kar spodobno padajo. Kljub povečanemu, to so emisije, to niso emisije ali pa emisije na enoto vozila. Skratka, prometno onesnaževanje, ki sem ga prej pomenil, vsi te polutanti,
so vse manjši problem v mestu. In današnji najnovejša vozila, Euro 6 standard, so tako rekoč čista vozila. Na delcih so jih zrezali na skoraj nič ali nič, isto na eno in si, to je neprimerljivo s tem, kaj je bilo včasih, imate si gledati te emisijske faktorje. In tudi pri tovornem prometu je enako. In zato pogledajte, mogoče se ne vidi, dobro, SOX-i niso to bistveni, PM2 pa pol, je šlo na 60, pod 60%, glede na tale, mislim, da 99 levela, 2000 cerbe pa izhodiščno leto 90. NOX-i, to je tale, kukor zelena, če se ne motim, so šli tudi na 60. Nemetanski ogljikovodiki, celo praktično pod 20. Zaprav, če je bilo takrat 100, je danes 20. In to je velik uspeh. Še enkrat, močno se je povečal promet. Krat 2, krat 3, krat več ponekod. Ampak seveda, koliko smo včeraj rekli, veliko krat zelo malo. Če je to zelo malo, je res še zmeri zelo malo. Lahko je tudi veliko, če je to zelo malo, ni tako zelo malo, ampak če pa res zelo malo, postanemo na zelo malo. Nekaj sklepov z tega, recimo, če se boste kdaj ukvarjali, zrke, če dali bo čist, kar se tega tiče v misli. To je dejstvo. Dostkrat tega novinarji nočejo slišati, veste. Ne hočejo narediti zgodbo, kako bomo čez 2 dni vsi umrli. Ne vemo, kako čez 2 dni, pa zaradi tega zapovede. Emisijske standarde smo že omenili, zapravo tehnologija je naredila ogromno na tem področju. Še hitreje bo šla zadeva dol z elektrifikacijo. Tja še pridemo, ampak tudi če enak energijski miks ostane, kaj pravi, že, sem kako se energija proizvaja. Poglejte, z vidika teh polutantov, ima že danes vsak veliki timnik v Evropi filtre. Ti praktično ne moreš v tok normalni državi zgraditi elektrarne brez filtrov in mnogo lažje je nadzirati en ogromno dimnik, enega teša, enega teta, ne vem, kot majhnih vozil. In če kdo misli, ja pa se nam kontrolirajo pri registraciji, to sondo porine v izpušno cev emisije. Ja, že. Ampak kaj pa vam kontrolirajo tam? Ste se treba vprašali? Ne, ogljikov monoksid. Ogljikov monoksid. Se pravi, če imate neko požare, neč dela katalizator, pač pa ogljikov monoksid. Je tisti, ki je po zakonu. Ker če ne, če bi CO2, CO2 je itak zgodba, koliko avtomobil pokuri, ali pa recimo, če bi kakšne druge polutante, potem, ste živeli kakšnega jugota tudi na registraciji, pa kakšnega fičkota, pa kakšno staro katrco, ki ne ve, kaj je katalizator, pa gre skozi. Skratka, tam se prav veliko s tem ne ukvarjajo razen za CO-jem, ki pa ima svoj razlog in ni nič narobe, da to počnejo, samo ne izboljšuje se zaradi tega, pač pa zaradi tehnologije. Se pa počasneje, kot mogoče mislimo, da bi se prvo, kar je starejši tudi avto, katalizatorji, pa te procesi niso tako zelo, Slišali ste za afero, Dieselgate, ampak na koncu se je dokazali, da je ta Dieselgate v bistvu everyone gate, ker so čisto vsi praktično, vsaj nevladne organizacije so ugotovile, da jaz se ne spomnim, da bi kakšen proizvajalec bil proglašen, da ta je pa tisti, katerega emisije so točno take, kot piše, ampak so vsi bolj ali manj olepševali, pa delali tiste super vetrovniške teste, tisto avto bil idealno aerodinamično telo, tisto, kar pa vi boste, pa ni idealno aerodinamično telo, in tako naprej. Skratka, res je, te podatki niso točno taki v praksi, kot so po testih, pa vendar, vsak naslednji Eurostandard je boljši, vsako leto je več vozil tudi na svetu, ne samo na območju EEA, več vozil, ki to upoštevajo, in zgodba je v resnici enosmeren proces. In danes je prometno onesnaževanje ozračja politično vprašanje, ni ne strokovno, ne znanstveno. Znanost je že zdavnaj povedala, kako se to da narediti, stroka je pa pravila krasno lepe rešitve. Zdaj, na koncu politika tista, ki pa reče, kaj ja in kaj ne, in tukaj moramo kar priznati, da jim je kar uspeh. Stvari se izboljšuje in to je, veste, 20 let se vam mogoče zdi zelo veliko, ampak starejši, da boste ven, se vam bo zdaj. Zdaj, malo se ta zgodba zatrete pri CO2. Pri CO2-ju napredek tehnologije je nekaj bil, avtomobili, ki so nekoč pokurili 8 do 10, danes kurijo 5 do 8, pa recimo 4 do 8,
Amerika, ki je bila sinonim za ogromne avtomobile, z ogromno porabo goriva, to zdaj že 20 let ni več. Skratka, gre naprej, ampak, ne, pogledajte, tole je celoten promet, ne, od 90 naprej. Težko bi rekel, da se to strašno hvalimo z napredkom, ne, če primerjamo prejšnji tribuni, ne. Target 230, ne, in Target 250, ne. In tukaj je ena stvar jasna, ne. Predelava konvencionalnih vozil, motorjev z notranjim izgorevanjem, ne, z namenom približevanja tem standardov, ne, predvsem temu, ne, je zelo podoben tisti Jonasovi sliki, če je Rumbagerček to v supertanker. To je na boš. Ne. Zato pa, ne, seveda imamo druge rešitve, v katerih imamo. To so pa ladje, ne, recimo Maritime, ne. Ampak, dobro, zdaj z ladjem se jaz ne bi govoril, ker prvo, kar jaz zelo malo vem, kar pa vem, da tudi zelo malo v resnici vemo, no. In tudi ni danes to, ne. Pa me jih delaš. Zdaj, tale graf me malo presenetil, ta naj bi bil ta zadnji, ne. Mi smo nekako učili, da v celotnem prometnem CO2 odtisu naj bi bil cestni del čez 90%, pa pravijo, da ni več čisto tako, ne. Aviacija, ne, svojim okrog, to je vse pred koronski čas, ne, zdaj. Ker tudi EA ni podatkov šli, nam več ne bojo pomagali, ne, ker tisti je bil nek trenutek, ki ne bo, ki je neponovljiv, takoj, ko bomo rešili to težavo, ki se reče COVID in tako, ne. Morski, torej letalski pa morski sta že tam, ne. In tukaj pa stvar ni več tako nedolžna, ker mi 10 let nazaj smo še rekli, ključna zadeva so ceste, ne, avioni so, no, če bo šlo to še naprej, bo to že primerljivo, ne, če tole zbijamo za njih 20, pa je to še za njih 10 gor, mislim, smo že, ne, se že eno drugega postavlja lahko, ne. Ok, zdaj, še en graf, ne, mu jaz nikoli nisem prav zares veliko verjel, ampak pa če dalje verjamem, ker vsaka novejša edicija ohranja približno tele, ne, se pravi, se vidite, ne, sprememba v TGP-jih iz prometa glede na EU plus te EEA države, ne, no in obstaja nek mušter, ne, da se države, ki so vstopile v EU kasneje, ne, so se jahali motorizacijo 10 do 20 let kasneje. Ne, to je sploh neka zgodba, ne, če ste šli vi na Češko leta 95, pa danes, na Poljsko, ne, pa tudi Slovenija, ko sem je začela malo prej, pa je pa malo dozmerna, je bil brutalen skok motorizacije. Te države so praktično ujele ali prihitele v številu vozil, v prevoženih kilometrih na teden, na dan, na leto. Najbolj razvite države, ne, ki so doživele mnogo manjši skok porasti TGP-jev iz prometa, kar je razumljivo, ne. Prej so dosegli to stopnjo nasičenosti. Zdaj, se pravi, jaz čez meri malo so tele številke meni strašno sumljive, predvsem za te velike države, ker tudi tam morda se motorizacija, mislim, zagotovo se motorizacija ni tako močno povečala, ampak ljudje pa mnogo več vozijo. Ampak premalo vemo meta podatkih, velja pa oziroma za resnico jemljamo tudi v ostalih osnovah podatke, ki veljajo recimo tudi za Slovenijo, ne, pogledajte Slovenija, ne, porast, to je smo 21, mislim, smo 6 odstali, ne, praktično se nam je prometna zgodba podvojila. Kar vidimo tudi vsak dan na naših cestah. Skratka, CO2 prav ne vem, kakšnega uspeha ni dosegel še. Tehnologija do trenutka, ko smo začeli z električnimi avtomobili se ukvarjati, ne, ni prenesla tega preskoka in ne obeta rešitve za cilje, ki smo si jih zadali. Ne bomo, ne bomo in res je, da je malo kompenzirati, ne, predvsem še hitreje bi šlo gor, če tega ne bi bilo, tudi zato, ker nam promet narašča, ne. Mobilnost tega vzorca mi nočemo, ne, veste, tam, kjer nas tehnologija reši, je krasno. Znači, mi ni treba narediti, se plačujem davke, iz davkov gre v znanost in znanost bo rešila moj problem. Jaz bom pa delal, ne, pa mi ne prodajo po cena avto. Skratka, je dober avto. Tehnologija je svoje naredila, behaviorističen del naloge, ne, ki izhaja iz tega modernega modela potrošništva, ki ga je treba na vsak način obrniti,
pa ni narejeno. Ne. Ne, pa še ena težava, ne. Večkrat bom danes po mojem govoril o tem, ta rebound efekt. Ne. Dostikrat se zgodi, in to je bilo, mislim, da tudi eno v tem govoril, da novejša tehnologija sicer prinese zmanjšanje emisij na enoto proizvoda, enoto nekega produkta, enoto nekega dela, ampak hkrati se pa poveča število enot, ker je to ceneje, ker zdaj pa to čisto, tako naprej. In v resnici je neto izkupiček, zdaj, ali je enak kot prej, lahko je manj boljši, kot bi pričakovali, lahko je pa celo slabši, ampak seveda je manj slabši, kot bi bil. Ne? Tehnologija je spet svoje naredila, samo kaj smo vsi planili na to. Ne, predstavljajte si, da avion za 40% zmanjša emisije, ne, na relaciji Ljubljana-London, se pa karta tako poceni, ne, za 60% poceni, pa bistveno več avionov potuje, pa maške nimaš. No, tako. Seveda, če se pogovarjamo o prometu, moramo nujno nekaj povedati o elektrifikaciji prometa. Danes pač to bo šlo naprej, tega se ne da ustaviti, preveč denarja je noter, ne, preveč milijard je še noter in ne, tudi če bi danes ugotovili, da je to največja okoljska škoda, ne, mi smo že poslušali o ugrabiteljih sistema, ne. Če je v tistem poročilu, ki je bil zdaj že dvakrat omenjen, ugotovljeno, da so naftne družbe že v 80-ih letih vse vedeli o podnebnih spremembah, tudi vemo, da so v 90-ih letih že bili električna vozila na trgu, pa jih je avtomobilski lobby ustavil, preprečil, spravil, celo ameriško vrhovno sodišče je odločilo, da jih je treba ustaviti, s cest pregnati, da smo še 20 let vozili na benzin. To so dejstva, to niso zarote levih idej, idealistov ali pa nekih kvazi nevladnih forumov. No, pa vendarle, elektrifikacija je korak v pravo smer. Res je, da so vozila danes sama proizvodna zaradi baterij, kar do 30-40%, vsaj po ameriških podatkih, bolj, oglično problematična, je pa res, da v trenutku, ko avto prižgemo, seveda začnemo pa profitirati v tej smeri in dlje kot vozi, bolj je ta pribitek ogličnega prihranka na naši strani. Seveda je močno povezano s tem, kako energijo pridobivamo. Ampak že danes za svetovni energetski miks velja, da je v 95% planeta to korak v pravo smer. To je korak v pravo smer, vendar, zopet, glede na to, kako danes delamo elektriko in kako srednjeročni trendi kažejo, ni izgledalo, da bi nekje do 30-35, skratka, da bi ujeli prometne cilje samo s tem. Tudi glede na obstoječ način prodaje proizvodne vozil električnih, izozemci neko Norveško, slišal sem, da so Nemci letos prvič prodali več električnih vozil kot dizlov, izozemci te, bom rekel, lastovke, cel svet je še zelo daleč od elektrifikacije. In teh target lines 2030-2050 z obstoječimi vzorci ne kaže, da bo planet ujel. Deli planeta že, države, vključen problem bo v energetiki. Če bomo energijo pridobivali na energetsko podnebno neutralen način, potem je to v redu. Dokler pa ne, in o tem smo se že veliko pogovarjali, je pa to tudi z vidika elektrifikacije voznega parka, je prav, da to počnemo, ni pa to čudežna palčka in ne bo, ne more biti. Je pa res, da se tudi, to smo tudi govorili že v tih krožni ekonomiji, zelo velik problem je tudi recikliranje teh baterij. Ampak jaz sem prepričan, da se bo to tudi rešilo in tudi razogličila se bo, ali pa manj oglična bo nekoč tudi proizvodna baterij, zagotovo bo. Vsaka naslednja generacija je manj problematična. Tako da ne smemo obupati zaradi nekega problema in dvomem, da bomo. No, zdaj prijem pa še en zelo pomemben graf pri dojemanju prometnega sistema. Tole si moramo nujno zapomniti, Jaz sem že rekel, da je generator gospodarske rasti, ampak v obstoječem gospodarskem modelu tega planeta sta promet in gospodarska rast oženjena in sta si obljubila večno zvestobo.
ni bolj predane ljubezni med dvema prometno-okoljskima, gospodarskima indikatorjema, kot je med gospodarsko rastjo in prometom. In to je ključni problem pri razumevanju prometa in razogličenju. Morda malo manj pri potniškem prometu, ampak tudi ta zvestoba je zelo visoka. Kar v praksi pomeni, da se malo manj, da imamo seveda ta socialni, psihološki model, če se podraži, se bom še vsem vozil do neke mere za Slovenijo, pa za ta naš evropski prostor je meja. Kdaj bi zares nehali uporabljati zavestno avto zaradi draginje, tam nekje okrog 2 evrov. Ko bo 2 evra na liter, to so malo enkrat so bile neke študije, zdaj lahko, da so zdaj kaj drugačne, ampak kvečemo je zdaj kupna moč večja, kot 15 let nazaj, čeprav se nam zdaj, da se malo drži. Dotlej smo kar nekako fleksibilni. Ne bom šel jutro v hribe, kaj je avto, kaj je benzin drag. Ok, se pelem skupaj, ampak večinoma ne, zato na delo že, da prihranimo, ampak nekako je ta, rekel, mobilnostni vzorec na osebni ravni malo bolj fleksibilen, na gospodarstvu pa ni, tam pa so stroški zelo jasni in gre ena z drugo. In to je treba prebiti. Evropska komisija se je že 2005 ukvarjala s tem in so modeli, to je podobno pri energetiki, a lahko ustvarjamo gospodarstvo z nižjo ravno energije. Da, lahko. In to se že marsikaj dogaja, smo videli, pri jednej grafiki. Ampak se moramo res otresti te miselnosti. In tukaj imamo blazne probleme pri vseh gospodarstvenikih, pri vseh prometnikih, pri vseh načrtovalcih. To prebit je misija nemogoče trenutno še v nekem glavnem mainstreamu. Seveda imamo že kar neki spodnji na lokalni ravni in tako. Če boste petrolje večkrat rekel, čeprav so tudi oni zdaj že malo govorili, v redu, zmanjšajte porabo prodajo goriva, sam to pomeni toliko odstotkov gospodarske rasti, toliko trošarin in tako. Tega konvencionalnega vzorca se vsi še zelo držijo, samo pa dnevi, ure, leta šteti. In zdaj, ena stvar, ki jo pa vse premalkrat poudarjamo pri prometu, je pa ta, pogledajte, več kot je popraševanja, več je kamionov, se to zastopno. Ampak tudi, turizem, pogledajte, turizem, krasno, bom jaz naredil trajnostni turizem, pa bojo vsi avioni leteli na ne vem kaj, sam ne na oglik. Pa pejmo danes, letimo nekam, čist brezoglično priletimo v neko območje turistično. Ampak čim se bo tam povečalo število gostov, bo to več hrane, bo to več čiščenja, bo to več ne vem česa, in dokler so vse veje podporni gospodarskih dejavnosti, še zmeri slonijo na nekih konvencionalnih ogličnih vzorcih, je multiplikativen učinek prometa. Če tudi je ta v nulo trajnostne načist, še zmeri oglično pozitiven. In tega, seveda, mi zastopimo multiplikator v gospodarskem učinku, ko rečejo, se imamo res mogoče 1 ali 2 tovarni vozili v Sloveniji. Pa kaj veste, koliko je mehankarjev, koliko je proizvodno gum imamo, unih, ki olja preprodajo. Skratka, cel kup ljudi živi od prometa. In to znamo, to ekonomisti zelo lepo zračunajo. Nihče pa pri okoljski ali pa oglični interpretaciji prometa ne vpliva te res razvejene s hifami v vse dejavnosti učinka in njegovih okoljskih posledic. In to je že velik problem. Turizem, ali pa tudi izobraževanje, se lahko vidiš kampus, ko bo vse vozili na elektriko, pa bojo vsi, ampak preprosto, tam bo to več ljudi, tam bo to več nekega popraševanja in če so vse ostale veje, se ne držijo tega, je v resnici promet tisti, ki je vsaj so kriv, če ne glavni krivec rasti. No, ok, prejmo zdaj počas k nekim rešitvam. Ko smo že postavili ta problem. Jasno, promet oziroma mobilnost je treba načrtovati tako, da bo služilo novejšim vzorcem, ki jim rečemo danes trajnostni razvoj. Obstoječe prometno načrtovanje, jaz se bom vse bolj izogibal terminu prometno načrtovanje, ampak obstoječe prometno načrtovanje
je v resnici izrazito tehnično ali pa eno maksimalno dvo-trodisciplinarno vključeno v celoten družbeni kompleks in se nanaša največkrat na to, kje bo kakšen promet potekal, kakšna bo njegova pretočnost in kaj to pomeni za investitorja oziroma kaj to pomeni za plačnika, pa seveda za vse ostale, ki so v samem gradu pokriti. Imamo zelo veliko težav raznih organizacijskih družbenih, kako deluje družba. Imamo prometne sisteme, ki so ločeni. Poglejte, odločimo se, da imamo trajnostno mobilnost, pa železnice ne sledijo avtocestam, ali pa kolesarstvo ne sledi JPP-ju, ali pa obratno. Ne zastopimo, da so mobilnostni sistem, ki servisira družbo, treba obravnavati izrazito enotno. Pa imamo lokalne pristojnosti, dokaj gre občinska pristojnost, dokaj gre regionalna, ki je pri nas nimamo, kje se začne državna in kaj reče Evropa. Potem imamo spet sektorske politike. Mi bi mogli imeti v Sloveniji ministrstvo za medresorsko sodelovanje, da bi sploh gospodje zase vedeli dostkrat, te pisali. Pa to ni zdaj samo pri prometu, ampak pa znotraj, prosim. Pa že znotraj nekih resorjev ni sodelovanja, zasebno javno, kaj zdaj to pomeni pri delitvi koncesijah. Skratka, teh težav je zelo veliko in doslej, v pretekli praksi, vsaj v Sloveniji, se ne moramo ravno pohvaliti z nekim know-howom, da bi začeli druge učiti, kako vse te sektore integrirati in upeljati. In še enkrat, danes še vedno, čeprav lokalni ravni vse manj, na državnem mainstreamu pa velja, da je prometno načrtovanje vse preveč tehnična stroka, ki se ukvarja s tem, kje je prometa preveč, kje je premalo, kako tem, kje je preveč povečati pretočnost, kako z infrastrukturnimi obliži, ki so v resnici orank operacije, ne obliži, rešiti to zadevo in kako v bistvu ta koncept povečana povpraševanje, povečana ponudba, ekstrapolirati, ker tako v resnici delamo že od 1857, ko je šla železnica čez celo Slovenijo, oziroma današnje slovenske dežele in današnjo Slovenijo. Ni sodelovanja med vsemi deležniki, ki jih pritiče. Jaz vedno pravim, pogledajte, če smo začeli predavanje, da je ni dejavnosti, kjer promet ne bi bil pomemben del zgodbe, in če smo rekli, da praktično se dotika vseh nas, potem je nujno, da se ta participatornost upelje v praktično vse nivoje prometnega odločanja. In kot bomo videli, se v številnih novejših odgovorih tudi že sebi. Ni pa to še prodrlo na najvišjo raven, bom rekel. Vsaj ne v nekem konstruktivnem smislu, čeprav pridemo še do tega. Zato so se v resnici pojavile potrebe po tako imenih trajnostnih prometnih, da imate v oklepaju. Začeli smo zgodbo, ki se reče trajnostni prometni mestni načrti, oziroma, to ni nobena strašna inovacija, Angleži so temu rečeli SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan, že v 80-ih letih. Potem smo to mi prevedeli v tako imenovane CPS-je, celostne prometne strategije. Ampak, če prejde na kjerkoli CPS je pri nas narejena, smo tudi v Cipri že 15 let prej urejali promet v Alpskih dolinah. Tudi v Sloveniji imate hotel, ali pa te sosedske grajene, kjer so parkirišča 100-200 metrov stran od blokov. Skratka, to ni nekaj, kar bi padli prvič z neba naš projekt leta 2005, ampak je že precej stara zgodba, je pa zdaj zavita v razne trajnostne celofane in potem po svoje nič narobe. No, ampak ta trajnostno prometno načrtovanje, bodi si mestno, bodi si ne mestno, mora temeljiti, tako kot za vsa druga načrtovanja, prostoru velja na dolgoletnih strategijah, na vključitvi vseh deležnikov, na strukturiranem pristopu in predvsem na zavedanju vloge prometa v družbi. Ker ključno vprašanje je, ali promet generira prostorsko strukturo, ali prostorska struktura generira strukturo prometa. In tukaj, to, ki je v bistvu zelo osnovno, če hoče tudi geografsko vprašanje, pa še drug prostorce s tem ukvarja, na tem vprašanju smo jih popolnoma pogradili, ker če pogledamo prostorski razvoj zadnjih 30 let Slovenije, je ne glede na to, kaj se piše v prostorskih dokumentih, sledil razvoju avtocestnega križa.
In če se pojavi klic, da naj se drugače začne urejati prometna politika, ponavadi še ne pride na plodna tla. Ok, zakaj potrebujemo trajnostno prometno načrtovanje? Ogromno je teh razlogov, vpliv na zdravje ljudi, potovalne navade, učinek pri času, prostorska učinkovitost, energetska učinkovitost. Zelo veliko politikov, pa tistih, ki komunicirajo z vidika nosilcev odločitev, trajnostno mobilnost pravijo, treba je očistiti zrak. Ja, nič ne robi očistiti zrak. Ampak izboljšanje kakovosti zraka mora biti kolateralna korist ukrepov v trajnostno mobilnost. Kaj ti? Če boste šli samo na to, promet povzroča onesnaženje zraka, nujno moramo očistiti zrak, no bo seveda neki konvencionalni prometni načrtovalec prišel, bo rekel, ni problema, v 20 letih bodo vse avtomobili električni in problem rešen. To imamo pa težave s prostorsko učinkovitostjo, z prometno varnostjo, z energetsko učinkovitostjo, s kakovostjo življenja, z ogromnimi vidiki, niso tukaj vse našteti, ampak se nimam časa posvečati popolnoma v detalje. Ta peak oil, mi smo večkrat slišali o teh raznih teorijah prihajajoče katastrofe. Peak oil je v resnici, ta teorija se je pojavila tam med 2.5-2.6 v času tiste svetovne konjunkture, ko so rekli, gledajte, povpraševanje po nafti tako hitro narašča, da še predno bo zmanjkalo nafte, zmanjkalo bo pa hitro, bo povpraševanje tako veliko, da bo stala tako draga, da si jo velik del sveta ne bo več privoščiti. No, to se ni zgodilo, zato, ker nas je rešila tehnologija. Drži, vmes smo začeli s frackingom, tem hidrauličnim lomljenjem in nafte v resnici ni premalo, to, kar gre zdaj gor, pa to prišla mesec, let pa pol nazaj, dol, ne zato, ker nafte ni, ampak to so pač špekulacije. Pa vendarle, jaz vprašam, ali je hidraulično lomljenje skrilovcev res čudo tehnologije? Mene bolj spominja na trmasto. Glejte, mi kamen drobimo, pa ga užemamo. Zakaj tega 50 let nazaj nismo počeli? Prvo, ker je zato, ker tehnologija tega ni znala dovolj poceni narediti. Druga pa je zato, ker je vendarle bila nafta dostopna, pa ne mogoče to količinsko, ampak tudi, veste, ta fracking se v glavnem dela v nekih Kanadah in tako naprej, ki so precej stabilno in politično in ekonomsko stabilni prostori. Precej lažje se s Kanado kaj dogovoriti, kot morda s kakšnimi državami, ki niso ne slovijo po politični stabilnosti. Ampak mene to bolj spominja na nekega odvisnika, ki ima vso slabšo robo in je pripravljen vse več narediti, da bo pač prišel do te svoje nujne droge. In tukaj se, torej, peak oil v resnici ni v 20 letih, ki je takrat obetal, pripeljal do zloma naftnega trga. Ampak še enkrat, še en dodatni predklice, pogledajte, vsi ljudje do zdaj, vse civilizacije, vsaj tiste, ki so preživeli, čisto konkretno se lahko vprašamo spet z nekim takim večkrat uporabljenim stavkom, kamena doba se ni končala takrat, ko je kamna zmanjkala in se ni bakrova doba končala takrat, ko je bakra zmanjkala in ne sme se doba fosilnih goriv končati takrat, ko bo fosilnih goriv zmanjkala. Če se bo to zgodilo, potem smo najbolj neumna generacija doslej. Mislim, mogoče že več vemo, ampak ne znamo pa obrati zgodbe, vsi ostali so jo pa znali pred nami. Ok, globalno segrevanje, ne bom zgubljal, ker poznamo, približno 30% krivde pade na promet. Mesta so se na svetu pojavila zato, ker se človek odmika od agrarnih proizvodne, ker je gotovo, da več kot je stikov, hitrejši kot je pretok informacij, bolje uspešen, ustvarja dodano vrednost, ustvarja večjo kakovost življenja, ustvarja prebitek prostega časa. In tam nekje po drugi strani oni so mesta ugrabili avtomobili. Ker 60% svetovnega prebivalstva živi v mestih, je zelo pomembno, da ta prostor vrnemo ljudem nazaj. Mesta v resnici, torej avtomobili ubijajo mesta in urbanost močno načenja, morda celo ubije, ubijajo upadnice. Ker upadnice so bile včasih glavne mestne promenade. So bile točke srečanja. Danes so pa v bistvu to največje mestne sežigalnice. Pravi, da Ljubljana ima sežigalnice. Seveda jih ima. Vsaka cesta je sežigalnica. Sam ne odpadkov, ampak fosilnih goriv.
zagotovo že videli, hierarhijo potreb in pogleda na prostor je treba obrniti. In to se že dogaja na lokalni ravni, marsikje pešci najprej, kolesarji, to je predvsem recimo za urban mobility, vsaj te kolesarji, pa ta nemotorizirana mobilnost, in šele kasneje pridemo. Ampak če gremo pa v koncept klasičnega načrtovanja najvišjih infrastrukturnih zgodb v Sloveniji, mimo grede, tudi Ljubljana je v zadnjem mestu rešila eno dopadnic. Kar tako. Kar tako so zbrisali parkirišča in rekli dva poleg rumenega, pa so še dva tamne na slovenski. In pa pravijo, nič nismo naredili. Vse vse isto, kot prej, samo parkirišče smo dali stran. To me spominja na tisto bitko, ki je rekel general, zakaj ste se predali. Vse nismo predali, samo upravili smo se za 180 spin, pa smo pa jurišali. Tako nekako. Trajnostno prometno načrtovanje izhaja iz tega, ker bi moral biti promet že vsem v začetku, in to je seveda celovitost, povezanost projektov, ugnezdenost dokumentov v poddokumente, strateško razmišljanje. Sprememba rabe cestnih površin. V mestih smo že ugotovili, da novih cest ne moramo graditi. Preprosto več prostora. Na podeželju tega še nismo ugotovili. Čeprav imamo večje težave v Sloveniji z obdelovalnimi tlemi, z ravnimi tlemi, namenjeni agrarni proizvodnji in oskrbi s hrano, kot naprimer z mesti. Mesta niso velika in ne trpijo nekih strašnih prostorskih stisk. Vsaj ne, da bi država bila zaradi tega ekonomsko pa še drugače strateško podhranila, kar pa se nam recimo pri proizvodnji hrane ne dogaja. In to so preko že kar uveljavljeni koncepti v trajnostnem prometnem načrtovanju, ki pa jih se vse premalkrat v praksi vidimo pri teh glavnih odločitvah. Nemotoriziran promet zlasti v mestih postaja zelo pomemben del, ne samo prehoda na nizkoogljičnost, ampak zlasti kakovosti življenja. In kar je zelo pomembno je tudi to, in tega nočemo slišati, ker je preprosta rešitev. Gledajte, tudi v najnovejših strategijah razvoja električne mobilnosti povsod piše, da je treba razvijati tudi elektrificirane sisteme JPP-ja. Sej vlaki so že, avtobusi malo manj, ampak so tudi že. JPP je vedno rešitev. Je zelo stara, mogoče premalo povezana s temi ogromnimi investicijskimi zgodbami in zato neprivlačna. Pri JPP-ju ne moreš zgrešiti, če ga organiziraš tako, kot je potrebno. To smo že rekli, mesta je treba vrniti ljudem, ne samo za turizem, preprosto, dela to London, dela to New York, dela to Moskva. V Ljubljani smo začeli delati, ampak smo ta center smo vrnili, vse ostalo nam pa nekako ne gre čistne. Pa to ne pomeni, da bi bilo treba znotraj ringa sam peško. Ampak malo smo zaspali pri nadaljevanju te. No in to, ko sem že prej razlagal, vse bolj, kot se pogovarjamo o načrtovanju prometa, ali pa načrtovanju mobilnosti, se dajmo ukvarjati s upravljanjem mobilnosti. Upravljanjem prometnega povpraševanja in upravljanjem prometne ponudbe. To je stvar, ker ceste so že danes, številne ceste so 80-90% časa večinoma prazne. Sedaj, 10% so pa prepolne. Ampak, a za to rabimo res nove ceste? Ali je mogoče se malo drugače? Tudi pri zobozdravniku ne pridejo vsi v petih, ampak pridejo en za drugim. Vem, ni tako preprosto, ampak družba ne razmišlja v smeri iskanja teh rešitev. Posamezniki že. Nekaj izhodišč trajnostne prometne politike, vsak korak v načrtovanju je pomemben in mora biti, smo že rekli, usklajen, strukturiran. Jasno, tako kot vedno, ne samo pri prometu, moraš imeti vizijo, moraš imeti cilje, jasne, merljive. Več različnih poti vodi k istemu cilju. Marsikje v Evropi, na svetu, so se lotili sanacije kakovosti zraka zaradi marmornatega raka, zaradi korozije najlepših spomenikov zgodovinskih v Italiji, v Indiji. Ne samo zaradi zdravja, nekaj jih moti hrup. Nekaj jih moti uničenje nekega parka, nekaj jih moti nekaj tretjega. Vsi skupaj, ni važno, kakšen je vzrok, da greš v smeri proti načrtovanju trajnostne mobilnosti. In te potenciale treba združiti. Živimo v času demokracije, brez
podpore ljudi ne speljamo nobene stvari, ne. Vključiti javnost, participatornost, to bomo še videli, integralno načrtovanje, povezanost vseh plati, ne. Pri nas država se ne ukvarja s tem, kaj dela Ljubljana. Ljubljana hoče povečati JPP prek občin, dolg časa je bilo to nemogoče. Ne vem, če zdaj formalno že mogoče, dolg časa ni bilo. Dogaja pa se, JPP je potegnjen do Trzina, je potegnjen do Gosuplega, vem, da nekaj časa je to bilo celo ne čisto popravili. Postajališča so da marsikdaj ne čisto popravili, postavlja na cestišču, v lokalnih območjih, kjer se drugače ni dalo, prej pa ni bilo. Ampak država ni šla za spremembo regulative naproti in teh primerov je ogromno. Država, regija, vse skupaj mora iti skupaj, ne, veste, tudi če pravijo, v Kranjski Gori pravijo, ja, država nam ne pride naproti, recimo pri sanaciji prometa v enem galčnih dolin. In zdaj pa prav država prav, dokler je to državna cesta, nimate nikoli kaj skrbne. Lahko pozamete cesto pod svoje okrilje, ne samo to pomeni toliko milijonov letnih stroškov, nekaj se seveda vsaka občina boji. Tako država kot občina profitirata, če se tam naredi mobilnostni načrt, sam zmencete. In država dostikrat ne dojame, da je praktično vsako prizadevanje za trajnostno mobilnost v lokalni ravni v resnici nekaj, kar njej pomaga. Včasih je tudi obratno, država hoče kaj narediti, pa je občina proti. Tudi to se nam dogaja. Na železnicah, pogledajte, kako so tam na Škofrici izseljevali, recimo župani Dolenjsko progo in tako. Ne demonizirajmo avtomobilov. Avtomobile bomo potrebovali, ne, in ni čas, da jih dajemo legalno. Si predstavljate, da te avto povoz, ko pride rešilc, pa ga vprašaš, kjer je emisijski standard, pa imaš. Ne bom šel, če si Euro 2, ne pride po moje rešilc Euro 7. Ne bomo, ne. Potrebujemo avtomobile, tudi v mestu. Javni promet ne morate zašuštrati, če vanga vlagate, pa ne vlagamo. Kolo, pešačenje, aktivna mobilnost v mestih je rešitev za marsikaj. Monitoring politike je treba spremljati. Kje so naše ladje po 2-3 letih. In seveda, ne smemo kopirati, ampak moramo kapirati zgodbo. Zaupati treba pa v ljudi. Problem ni v denarju, problem je v ljudeh. Če so ljudje, ta pravi, se zadev da speljati, to je, odkar so participatorne zgodbe vključene, metode vključene v te načrte, se to tudi dokazuje. Še nekaj razlik med prometnimi koncepti, klasični, tole mi najbolj všeč, ne bomo šli čez vse, pri klasičnem konceptu vse o infrastrukturi. To rabimo, in pol imaš pa razpis, pa mešalc, pa afera, pa gremo. In dostikrat se trajnostne mobilnosti konvencionalni načrtovalci upirajo ravno zaradi tega, ker ni velik izbor, ker ni denarja, ker so mejhne igre in nimaš akterjev. In ker je proces transparenten, ker so ljudje zraven, ker so stvari objavljene, zelo težko ribariš v kalni, bistveno težje. In ta stari plejeri, tega nočijo. Zakaj? Pred se blanušten, vse je bilo po naše, pa je šlo. In to je v glavnem na lokalni ravni še zelo velika težava. Inženjeri mislijo, da vejo vse v prometu, v resnici pa vejo največ v debelini asfalta, pa v krivinah, kovinkov, po širini pločnika. Ampak mobilnost je mnogo več, kot samo to, kako cesta zgleda. Še kakšnega bi izpostavil? Pretočnost in hitrost, to sta dva najpogostejša, indikatorja konvencionalnega načrtovanja. Ne, dostopnost. Pomembno. Dostopnost. Kakovost bivanja. A res hočemo vsi čedalje več, pa čedalje hitreje potovati? Ja, ne vem, a smo res presrečni, da ker mnogo več potujemo kot naši starši. Kako so vsi do leta 2000 nesrečni tu zdaj, kaj? Ne pije to zgodbe, No in, da si bomo pogledali nekaj teh inštrumentov, ki se že dogajajo pri nas, pa mogoče kdo od vas jih še ne pozna toliko. Najpogosteje so bi pri nas že upeljane te tako celostne prometne strategije. Celostna prometna strategija ni v resnici nič drugega kot strukturiran, participatoren, odprt pristop udejanjanja trajnostne mobilnosti na lokalni ravni, največkrat na regiji občin, čeprav nisem čisto prepričan, da je občinska raven idealna, jaz bi še najvidel na regionalni ravni.
lahko tudi na ravni občin, če so tam prišli deli mest, deli občine rešijo, ne. Ampak številne občine pa svojih prometnih zagad ne morejo rešiti znotraj svojih vidika prometnega vpraševanja, generiranja prometa, prometne ponudbe. Ampak, dajmo reči, na občinah imamo, potem jih imamo tudi neki regionalni že, v Sloveniji tudi že manjše občinske, torej manjše prostorske enote kot občina so se urejale, čeprav je občina tisti subjekt, največkrat, ki jo je peljala. In seveda, zakaj se lotevajo? Ja, tole, ne, boljša kakovost bivanja, učinki na zdravje, okolje, prometna varnost, energetska učinkovitost, drugačen pogled na prometne rešitve. Bistveno ceneje za župana, ki ni zlizan za zgodbami velikih projektov, je tudi ravna rešitev. Prvo, kar je bo prehranil, drugo, kar je se bo pa ločil teh spolna, kapital politika, ga nihče ne more tako malo držati za neki. Občina dobi to zeleno javno podobo, seveda gre tudi v sklop teh evropskih pravil, številni CPS-ji so eden od pogojev, da lahko občine kandidirajo za posameznih programih za sredstva EU-ja. Če ima strukturirane dokumente, strukturirane prometne politike, če ima vse sklope pokrite, resnic ne glede na to, če jih zares izvaja, je kandidatka, da stopi v zgodbo sofinanciranja posameznih programov. In zdaj, dokaj tole zgori smo že rekli, ja, marsikje na koncu ugotovimo, da rabimo novo cesto. Sej se tudi s konvencionalnimi metodami ni bilo vse napak, ampak ne takoj. Zapravo, najprej poskušamo vplivati na povpraševanje. Obstoječo rabo izboljšati. In še res ne gre, cesto znamo narediti. To lahko tudi predvidimo v obvoznica na Bledu. Jaz pišem takoj, ne zdaj, 40 let nazaj bomo narediti. Zapravo, nismo zdaj samo proti cestam. Ponekod jih še potrebujemo. Ok, tole je zdaj proces, spet to so seminarji, lahko dobite licence in tako naprej, kako to gre. Pa ne bomo še zdaj skozi, ključno je to, da je to participatorno. Se pravi, da so fokusne skupine, da so jedrne skupine, širše skupine, vključene v vsako fazo in seveda lahko povejo, kaj je to. In na koncu, zdaj ne vem, kako se to res izvaja, ampak če postopek ni bil pravilen, recimo tam, kjer je država sofinancirala, tudi ni, dala ali pa ni bilo treba sofinancirati. Ne vem, če se v praksi to zgodilo, ampak so pa jasno povedali, da mora biti ta proces izpeljan tako, in da je to v resnici še potem, da temu se reče CPS. Glejte, koliko živijo v Sloveniji, tole, kar je zeleno, še enkrat, nažalost se ne vse potem tudi izvaja, ampak tudi Jernej je lepo rekel 2 dni nazaj, marsikajšen dokument je že s tem, da je prišel v javnost. Tam je tudi dosegel svoj namen, dosegel boljše stanje, kot če se tem sploh ne bi pogovarjali. In prav je, da jih imamo, in prav je, da jih dale več, ki si pa mogoče želeli malo več realizacije. No, če se CPS ukvarja z načrtovanjem trajnostne mobilnosti na prostorski ravni, se mobilnosti načrt, ki je nek poddokument CPS-a, ukvarja z načrtovanjem prometa na ravni prometnih generatorjev, se pravi ustanov. A so to šole, a so to bolnice, a so to neka podjetja. In zdaj, kako se je trajnostno, ne z novo infrastrukturo, z redefiniranjem prometnega dela do službe, od službe, z ugotavljanjem prometnega odtisa službe in z nekim službe, organizacije, ustanove, in z jasnim ciljem zmanjšati ta prometni odtis. In spet povečati. Spet imamo tukaj spet so bili seminarji, upam, da bo še, se da dobiti licenco, da so sposoben za mobilnostni načrt. Podjetja že gredo v to, v Sloveniji mnogo več v krajih severno in zahodno od nas in je inštrument, to je v bistvu neka prometna izkaznica podjetja. Mi pa vemo, da imamo praktično vsako podjetje, vsaka hiša že energetsko izkaznico in ti povejo, si v A-ju ali si v E-ju. To je pa na nek način prometno-oglična izkaznica ali pa certifikat nekega podjetja, ki pa še ni seveda obvezen, nažalost, pa bi mogel biti. Sploh za velike generatorje prometa. In to je lahko zelo tak zeleni emblem podjetja, okoljska odgovornost, pogledajte, to smo zmanjšali. In spet bi se o tem dal govoriti, še pa še dolgo, pa ne bomo, ker ni časa. Ustanove so pa, ni ustanove, ki to ne viša, razen če ne generira prometnega dela, če tam pač
težko kajte. Univerze, bolnice, firma. Zelo velik izziv so v Sloveniji, mislim, da se še ni zgodil, so poslovne cone. Poslovne cone so precej večji izziv in tudi bom rekel, bolj pomemben dejavnik, kot recimo samo neko podjetje v sklopu neke poslovne cone. In če se to dela, je nujno, ali pa najbolj to delati že v fazi novogradnje, načrtovanja objekta. Vse kasneje je una reakcija na koncu pipe, ki je boljša kot nič, ampak slabša, kot če bi delali mobilnostni načrt na začetku. En tak primer je tam tehnološki park, ki še danes nima zgodbe. Cukrarna, ne vem, da so zdaj za tole novo, nekoč, ne uno, ta prvo je delala cukrarna, ena diploma, tem narejena. Tudi so bili upozorjeni, ne uposevajo mobilnostni načrt, ampak pa se tudi funkcija cukrarne, to je predvidena, močno spremenila. In tako, vsi generatorji naj, če se le da, vključijo to že v fazi načrtovanja ali vsaj neke prenove, če se da. Tudi izredni dogodki. Tole danes, okrog Ljubljane so mogli narediti mobilnostni načrt. Sicer za neko drugo funkcijo, ampak v resnici je Ljubljana mogla narediti vsak let narediti tak recept od programa mobilnostni načrt. Potem imamo pa še strategijo hodljivosti. To je pa v bistvu poddokument strategije CPS, ki se pa loteva hoje v mestih. Kako zagotoviti pogoje za varno, udobno, učinkovito, kakovostno hojo in seveda temelji na trajnostnem prometnem načrtovanju. Zdaj, če je nek otrok CPS-ja mobilnostni načrt, tem je nek način otrok strategije hodljivosti lokalni načrt hodljivosti, ki se ti pa spet postavi v nek prostor, v nek trg, v nek koridor v mestu, v neko shopping center in pozicionira z objekti, s signalizacijo, s pravili, kako naj se tam hodi, in kje naj se ne hodi, in kaj pomeni hoja, in kaj pomeni seveda tudi ostale nemotorizirane prometne oblike, kot so kolesarjenje, zdaj na vse te mestne, peronke, pa vse ostalo. Tako da tudi vse, kar ni avto in motor, kar ni na motor, čeprav tudi električna kolesa zdaj padla. Smo rekli, varna, udobna, učinkovita, zanimiva hoja, vse to vemo, ampak to smo zdaj tako zavili v en tak produkt, ki ga potem kakšni radi malo slišali. Izzivi, kaj to pomeni v mestih, ni vsaka hoja dobra za mesto, ni vsaka hoja posled, ali pa ne potegne za sabo nekih multiplikatorjev. Stvari je treba pomeniti, kaj se prostor potrebuje, in smo spet tam, vključiti javnost in ga narediti. Veste, mesta, ki so prijazna za ljudi, so vedno prijazna, za domačine so ponavadi prijazna tudi za turiste. Obratno pa ne nujno prijazna. In izhajati moramo seveda iz prvega. Tudi ekonomske koristi so spet, v tem obstaja material pogledati, ni kar vsako urejanje, ni vsaka zapora mesta ekonomski plus, niti slučajno, so minusi. In tudi ni vsaka sprostitev prometa v mesto slava za številne družbene multiplikatorje, razen seveda okoljske. Treba je stvari, če se pomeniti, pravilno divizionirati, pravilno skomunicirati in ogromno več primerov je dobre prakse kot slabe, imamo tudi primere slabe prakse. En tak primer slabe prakse je bil prvi poskus tega low emission zone v Mariboru. Že kar veliko let nazaj, ko je zadeva povsem propadla zaradi revolta prebivalstva, v največji meri zaradi zelo slabe komunikacije. Zdaj, Maribor ni Ljubljana in je treba drugače stvari upeljati, ja pa Ljubljana in Maribor se vsem tako vzamemo in včasih tega pač delamo napake. No, LNH sem že rekel, obstajajo tudi LNH-ji v Sloveniji, naredili smo ga za Kamnik, narejen je bil za Ptuj, narejen je za Črno, verjetno še kakšen dokumenti si lahko pogledate, ni nobena jedrska fiska, so pa lahko čisto prijetni dokumenti, če za njimi stoji lokalna skupnost in jih izvaja. In mislim, da se bodo v prihodnosti te dokumenti še podobno, kot se presej multiplicirajo. En tak, zelo schematski del, kako se to naredi, ampak je več večino, vsi so zelo podobni, ga lahko malo prilagodimo. Zelo nam pomaga. Ta zadnji del pa mogoče malo manj
didaktični, ne, bo pa malo bolj mogoče tako iritativen. Ena strašno dobra serija je narejena v produkciji TV Slovenija, še pa še let nazaj, zdaj so digitalizirali celoten arhiv z dostopom, ki se mu reče Zgodba nekega naroda. Ne vem, če to poznate, to morate gledati. Čakaj, kaj? Neka strašno lepa oddaja v produkciji TV Slovenija je bila narejena še pa še let nazaj, ki se imenuje Zgodba nekega naroda. Nima veze s prometom, me je pa navdihnila za tale naslov. Poglejte si. No, ampak jaz sem se seveda sposodil naslov in se bomo pogovarjali o prometni zgodbi slovenskega naroda, ki gre nekako tako. Leta 1969 smo imeli 1169 km železnic in niti enega kilometra avtoceste. Takrat smo sprejeli prvi program gradnje avtocest v Sloveniji. In seveda, to so bila leta, desetletja po drugi svetovni vojni, ko je Evropa postavljala nacionalne sisteme gradnje avtocest. In jasno, da je Slovenija prvo avtocesto v Jugoslaviji zgradila na odseku Vrhnika-Postojna, to je bil cel državni halo, tisti čas slovenska vlada takrat padla in tako naprej. Ampak to zdaj ni to bistveno. Leta 2015 smo imeli mi 610 km avtocest in 50 km avtocest več, železnic več kot 50 let nazaj. 40. Zdaj, a veste, ceste ne padejo z neba. Cesto je treba načrtovati, je treba zgraditi, je treba plačati, se treba preizvediti. Mislim, to ni po nesreči. Se pravi, da toliko cest zgradiš, se je mogel prej nekaj dogajati, se je mogel narod nekaj odločiti. In res je, leta 1969 se narod odločil, da bo gradil avtocesto v tej jadransko-panonski smeri, ki je v resnici edina logična smer komuniciranja v Sloveniji in na tem ozemlju že od antike naprej. In leta 1994 smo sprejeli nacionalni program izgradnje avtocest in tole so sedaj kazalci, ubrani dol za zadnje obdobje, ki so na voljo, koliko smo vlagali v avtoceste in koliko smo vlagali v druge sisteme. In tam nekje, od 2009 naprej se je povečal delež tudi v necestne sisteme. Je pa treba nekaj povedati, da avtoceste so se že prej in tudi sedaj se v resnici glavno napajajo iz sredstev, ki so krediti. Gradnja, ne vzdrževanje. Se pravi, mi v resnici ne rabimo proračunskega denarja za avtoceste, zato smo pa ustanovili DARS, ki je v resnici neka taka paradržavna, seveda je državna, ampak z vidika proračunskega denarja in z vidika obremenitev je pa paradržavna zgodba. Krediti in pufi in obveznosti DARS-a ne bremenijo državnega proračuna in tako. Tako da vemo. In v resnici za avtoceste nikoli ne zmanjka denarja. Ne. Ker imamo DARS, ki služi in s svojim nič narobe. Edini problem je, da imamo še železniškega DARS-a. Da železnice se pa zmer odvesijo na neko državno zgodbo in pol smo tam, ker nismo. Ok. No, zdaj pravijo, da if you fail to plan, you are planning to fail. Zdaj, če ne načrtuješ porast, tako kot ti že versko prevedel. In mi smo ga, lahko smo pametni za nazaj, ampak dejstvo je, da malce smo ga pa vendarle polomili pri načrtovanju. Namreč, danes sta tako avtocestni promet kot tovorni železniški promet na zgornji meji obremenitve, s tem, da smo avtoceste gradili, železnic pa ne. In železnic do pred kratkim praktično nismo začeli graditi. Še danes to v bistvu ne gradimo potniških kapacitet. Kupili smo vlake, to drži, ne. Ampak prav močno se pa sedaj prometno povpraševanje še ni povečalo in to prometno potniško povpraševanje na železnicah ni povečalo in tukaj trenutno še nimamo učinkovitega odgovora. Javni potniški promet je tu pa tam kar v redu razvit, ampak to glavno ni posledica državne prometne politike, pač pa v nekih mestih bolj ali manj uspešnih praks. Nova Gorica, Velenje, Ljubljana, Celje se prebuja in tako. Medkrajevni promet v Sloveniji je v bistvu sramoto. Eni najbolj razvitih in bogatih držav na svetu.
o potniškem prometu se pogovarjamo. No, ampak avtocestni sistem je bil dokončan tam okrog 2011, je praktično na poka po širi. Ceste so bile dimenzionirane za 30.000 optimalnega prometa na dan, oziroma maksimalno 60.000. Ring je danes že praktično cel trg nekje na 50 do 70.000 dnevne obremenitve. Skratka, zadeva nam je začela malo uhajati, čeprav je treba povedati, da Ljubljana, kot največje prometno vozlišče v Sloveniji, še vedno sodi med prometno najmanj obremenjena mesta ali prometno manj obremenjena mesta, kar se zastojev tiče, glede na klasifikacijo TomTom organizacije, ki meri izgubo časa v zastojih dnevno po Evropi. Spet, podatki obstajajo, so preverljivi, se vsako leto spreminjajo in v resnici težava Ljubljane, da še zmeri večino pridemo z avtom kamor čemo, smo počasih malo jezdniki, čisti, ampak pa čiste krat ne moramo. Ok, zdaj sem še prečujem. Ampak, kaj je odgovor na to stanje? Ne? Mi se še zmerno ukvarjamo s tem, kako bomo še povečevali avtoceste. Takole, teh časopisnih zgodb je še pa še in to niso pravljice za lahko noč, ampak so resna dnevna poročila. Zdaj se bo širi se že ring, širijo se vpadni kraki avtocestnega križa, seveda proti Ljubljani, ne proti Lendavi in tako naprej. Ne? In v celotni zgodbi smo se malo pozabili na neko osnovno prometno zakonitost, ki se reče, da vsako novo nastavljanje ponudbe, vsaka nova ponudba generira novo prometno povpraševanje. Pika, dokazano, stoji in ne, nismo izjemno. In pa še ena stvar. Slovenija v zadnjih 30 letih postala ena bolj motoriziranih družb v Evropi. Na nek način smo prežeti s to kulturo avtomobilizma zelo. Boste videli koliko, ne? V bistvu se tega ne zavedamo, ne? Toliko smo not, ne? Da toliko se nam zdi vse normalno, ne? In edino sprejemljivo, pa smo pa tako malo opazovali, veste, ne? Malo hodeš po Sloveniji, ne? Pa opazuješ. Zdaj, potovali smo tudi mi, potovali ste vi, ne? Jaz zelo vprašam, kje ste videli v Evropi bolj urejene bencinske servise kot v Sloveniji? Jaz jih nisem, pa sem prištel, da sem že pol članic EU-ja videl v živo, pa še kakšno ne EU državo tudi, ne? Delo sem na Petrolu včasih študenti, mi bo že to je tvojte, ne? To ni slabega, da se stopi, ne? Naši bencinski servisi so lepi, trava je pokošena, not je red, oni so prijazni, v bistvu dobiš vse, ne samo benzina in tako. Švica, kaj je Švica tanka? Ne veš, jaz pa šel delovaram, jaz pa šel na pumpo in tako. To je zanimiv indikator že, ne? Še boljši indikator je, moja taka pol znanstvena teza je, da zelo težko najdeš javno infrastrukturo, ki je slabše urejena kot zelo veliko železniških postajališč. Govorimo o javni prometni infrastrukturi, ne? To tako, včasih kakšne tiste podeželske kar tekmujejo, kjer bo manj urejeno, ne? In to je naš mainstream, ne? To nobenega ne moti, nobene se o tem ne razpisuje, ni nekih afer, nihče se ne pritožuje, ni štrajkov, ni mladinskih iniciativ, da hočejo novo železniško postajo. To smo mi. Ljubljanska avtobusna postaja, prejšnji teden smo imeli gostujočo študentko iz Bosne, rekla, pa kje ste vi to postajo najdeš? Centralna postaja, ne? Jaz bi čakala celo nočno postajo, ki imela avtobus v 3 zjutraj, ampak ne moram. Ne? In to je res, ne? Naša centralna, največja avtobusna postaja v Sloveniji, ne? Je v resnici največja javna potniška sramota. In sploh ne upam slike pokazati, no? Ker ne v tem verjeli je, če slučajno še kdo ni videl. In med drugim je to najdaljša začasna rešitev v Sloveniji, ne? Ker ko so jo postavili, so rekli, se bo, ne? Sam tele malo potrpte. In trpimo že 70 let. Se ne trpimo, ne? Ker smo se navadili na to. V bistvu meni ne trpi, kdaj je to štrajko, da hoče novo, ne bo je Monika pa ne, ampak bomo videli, kaj bo pa, kako bo pa, kdaj bo pa, če bo pa, koliko bo avtobusov pa, če ne bo shopping center pa 2 avtobusa sprejeti, tako. To moramo še malo čakati. Eno stvar smo vprašali, ne? A se spomnite 2 edina referenduma v prometni zgodbi v Sloveniji? Drugi tir 2 referenduma, če bi 4, tir bi 4. Glede, mi smo zgradili 600 km avtocest
pa za niti 1 kilometer avtoceste nismo imeli referenduma. Pa ne misliti, da ni bilo težav, sporov, iniciativ. Tudi Računsko sodišče je reklo, da tudi stvari niso šle čisto finančno skozi to, kot mogli, ampak sej tudi kje drugje ne grejo, jaz se s tem ne bi zdaj. Ne. Ako smo končno začeli gledati niti ne novo progo, ampak samo posodabljati nek tir, ki ga je mimogrede zgradila Luka Koper. Ne. Prejšnjica Koper je zgradila firma. Luka Koper je zgradila navezavo na Koper leta 67 iz tiste proge dol proti Puli. Danes cela država, 27 država, najbogatejša država na svetu ne najde denarja, torej Madžare, ali pokaže. Ampak pustimo se to. Mi smo dali referenduma. Spet, ja, pri železnicah referendum, ker gre vse narobe, pri avtocestah, ki seveda ne gre nič narobe, nobenega referenduma. To je zdaj tako malo antropološko opazovanje, če lahko rekel. Nekaj narobe znam, ali ne vem. Prosim. Nek sem zdal, pri Kralajškem pa bi podalo, Avstriji so že malo začeli vrtati drugo cel, ker se Slovenija še zmeri dogovarjala z potencialnimi izvajalci. Ja. Zdaj se Pa nas je red? že naredili, Slovenija pa njih ne poputila. Zato, ker v Sloveniji je red. In vlada pravna država. Zdaj, a to pomeni, da pravniki vladajo, da pravo, to je Slovenija. Ampak, okej, ja. Ampak, to je še najmanjši problem, 4 leta se vidi. Ko železnicah zamujemo. Ampak jaz tukaj pa prometu vidim, tako, kakšne ukrepi se sprejmejo, blaženje teh prometnih učinkov pa to, ne ukrepa se pa učinkovitejši prometni infrastrukturi. Drži, se strinjam. Še en dodatni pas na avtocesti, ki je to pozoriti. Še dva. Da se vrnem, pogledajte, povezave med kraji v Sloveniji, izjemno to je praktično ni. A sploh razmišljamo, da bi šel iz Kopra v Novo Gorico z JPP-jem. V podstati, ne zdaj, kakšne so povezave, vse bom, ker nima izbire, ker pa z vlakom ali pa z avtobusom. Odvisno kam, odvisno kje se da. Mi v mindsetu pa tega sploh več imamo. Koliko jih je danes prišlo na maraton z JPP-jem? Najbolj. Ampak ne skrbijo nove ceste. To je edini poleg drugega tira. Ampak drugi tir zgodba je zgodba tovorne železnice. Poglejte še en sociološki fenomen. Dobar, to smo že nakazali. Župani, lokalne samouprave, ne čisto vsi, krivico bi naredil, če vsi, ampak mainstream je še zmeraj. Jaz sem 3 leta nazaj na posvetu, državnem svetu, ne zato, da bi se kaj odločili, ampak zanima me je mindset lokalne skupnosti, ki ga sicer tudi poznam že. Vse se vrti krok obvoznic, pretočnosti prometa, novih avtocest, priključitev, odrezali so od sveta in tako. In največji paradoks je, da smo imeli 2 leti nazaj, morda je še, ne vem, mladinsko inicijativo za cesto. Nismo imeli za zeleni preboje, nismo imeli za digitalne highwaye, nismo imeli za ne vem kaj, za avtocesto, ki je inovacija, bila v 30 letih 20. stoletja v Hitlerjevi Nemčiji. Takrat je to bila avtoban, danes to ni. In so bili celo kandidati za osebnost leta. Nič narobe s to skupino kot komisijo. Ampak mi smo to sprejeli. Koliko smo imeli civilnih iniciativ za kakšne železniške in tako. Razen tam, drugi tir. Zdaj smo mi v tej župci smo. In vse se nam pa vse v redu, vse to je res, da bi cesto, pa znam, če ne razlagajo, da veljenje, pa je prometno podhranje in tako. Ampak včasih tist, sklop je važno, koliko delač kaj gledaš. Takole, že Jurij Gagarin naj bi rekel, če greš ti zelo delati stran, da je v bistvu stvar pih obratna. On je rekel, da je nebo, če je ono pa zemlja modra, kar ba je, da je, če greš te gor. Na zemlji je pih obratna. Zvoj, kaj hočem reči, odvisno. Včasih je treba iti v Evropo, včasih je treba iti na Triglav, včasih je treba iti ne vem kam, da vidiš, kaj se tukaj spodaj dogaja. No in pa smo spet, malo tuhtaš, in tako, najprej tale slikca, Mi zdaj gradimo 3. os. Krasno, Težko bi naredil boljši prometni primer, 3. os gre takole. Slovenjgrad z Velenje bo še nekako, pol bi pa tle na eno največjih slovenskih mest, ki se mu reče Šentrupert. No in pogledajte to strukturo.
V bistvu imamo dinarsko smer mest, ne? Kranj, Ljubljana, to je Savski prelom, ne? Pa imaš tele, ne? Te tri, ne? Cele, Velenje, Slovenj Gradec, ne? Tele imaš Maribor, Ptuj, ok, to nimaš, ne? Imamo krasno, logično smer povezave cest, že imamo, ne? Avtocest takle pele, ne? Maribor, Ptuj pele, ne? Tukaj, ne? Smo bi seveda brihni, kaj zmaj, ne? Da ne rečem še kaj hujšga, in smo šli Velenje pelat na Ljubljano. In to se zdaj dela. Po najboljših kmetijskih zemljiščih, ker jih ima Slovenija ogromno, brez navezave na Celje. Ok, bo nekdo rekel, pa sej pa kaj kompliciraš, vse po 4 minute kasneje v Celju, če greš takole kot takole. Ja, res, mogoče po 4, mogoče po 6. Kar pomeni, boš mogoče 4, ali pa mogoče 6 minut hitreje v Ljubljani. Pa vas vprašam z vidika konvencionalne prometne teorije o dostopnosti. A je več 6 minut po 17 minut, ko se peleš Velenje na Celje, ali je več 6 minut v 80 minut, ko se peleš Slovenj Gradec? Pri čemer stojiš, na Trojana, oziroma na Blagovci, ali pa na Manjke. In to smo, pa ne sami, ne? Bila je civilna iniciativa, da so študije poskušali dopovedati o tem, da ne uporabijo obstoječ koridor Velenje-Arjavas. Ja, ne dobijo novo cesto, pa seveda ne avtocesto. Ampak ne, mi gradimo zgodbo čez pole, na Šentrupert, ki si bo neizmerno pomogel s tem ogromnim infrastrukturno pridobitvijo in potem direktno v Ljubljano. Ker bistvo kakovosti življenja v Slovenj Gradcu je, da si zelo hitro v Ljubljani. Pade zgodba o policentričnem razvoju, pade zgodba o Evropi, regiji, Sloveniji, kot regionalni zgodbi in tako. Ampak mi vemo. Prejmo še višji gor, zdaj smo bili na Triglavu, pa smo dobro gledali, zdaj prejmo pa na Mont Blanc, pogledamo Evropo. Kje je Slovenija v evropskih kazalcih? A veste, da smo po številu kilometrov avtocest na prebivalca, odvisno koliko gledate, če vzamete 672 km, kar da sporoča Eurostatu, prvi ali drugi v Evropi, sicer smo pa četrti. In zelo smo dimenzionirani z avtocestami, ne? In gradimo še naprej ceste. In rabimo tretja os, pa Jelšane se bo, pa tako. Poprečno Slovenstvo že jedne razlago, po teh podatkih, za ne znam, če rekel, da smo drugi, skozi smo že zadnjih 10 let, smo prvi, drugi, tretji. Skratka, držimo se zelo dobro. Zakaj je najdražji sistem v Sloveniji? Ja, zato, ker se največ vozimo z avtom. Ker je pač avto dražji kot avtobus, avto dražji kot vlak, je pa cenejši kot avion. In seveda, tretji smo po številu kopnih poti, deležu kopnih poti, ki jih upravimo z avtom, seveda, se ne more drugače biti. Ampak, zbrav, če se pa postaviš tega gor nekam, ampak percepcija v Sloveniji številnih je, v Šaleški dolini, nujno rabimo cesto. Kočevcev resnično, da rabijo avtocesto, vsaj ne tako glasno, niti ne Tolmincev, niti ne Kamničarov, pa so čisto malo bližje avtocesti kot recimo Velenjčani. Če greš v Šaleško dolino, je dober dan. Če ne dobimo avtoceste, je to pogled. Ampak ta percepcija se ustvari. Zdaj, niti ne toliko se v strokovnih kazalcih, ampak mindset je pa nujno rabimo nove ceste. In kot pravijo, gledajte, avtoceste nujno potrebuješ, dokler jih nimaš. To je tako kot s hrano. Dokler si podhranjen, nujno rabiš hrano. V nekem trenutku postaneš prav vse širši zaradi te hrane in ti vse ven koristi, če jo še več ješ. In mi se proti debelosti, kot pravimo večkrat, borimo tako, da kupujemo širše hlače. Ne pa, da bi šli maraton. In pogledajte še ena zgodba, ki se je zgodila 2 let nazaj, tole bo. Slovenija pa Hrvaška sta z najmanjšimi težavami ustavili JPP v času korone. Ustavili. Fika. Ključe za avtobusa, vedi. In uradko. JPP, ja, JPP. Številne druge države v Evropski uniji ga niso. So ga zmanjšali, so ga prilagodile, ker ga nujno potrebuje. To ni kazanje s prstom na tistega, ki je pri nas ta ukrep sprejel. Vsi ostali smo bili več ali manj tiho. Ker je domena ali pa dojemanje JPP-ja nekaj, kar v našem vsakdanu, ne, samo v avto. Prej ni bil pomemben, da ga imamo takoj zaproti korona, zdaj se pa noče pobrati. Kaj nočemo ga dati spraviti nazaj? Poprej 5. val prišel. To je mene tako, smo se bili pogovarjati, nikomor nič, zaprali, so vsi tiho, Nobenega štrajka ni bilo, vrnite nam avtobus.
Ok, zdaj pa še par mitov, ne, ko boste komunicirali, pa ko bojo z vami komunicirali mobilnost, nekaj mitov v slovenskem prometu, ki so miti, ki jih lahko ovržete z lahkoto. V vsakem učbeniku vam piše tole. Slovenija ima strateško prometno lego. Sploh ne rabite delati, kaj to je. Ne, ampak pogledajte, tole so vsi prometni koridori v Evropi. Jaz mislim, da strateška lega je tista, ki je najbolje dostopna, pa najpomembnejša v nekem omrežju. Sploh zdaj, ker ni več geopolitike, ker so meje padle. Zdaj, če bi kdo zna potegniti ozemlje Slovenije kot prometno najbolj pomembno v tej mreži, jaz to sigurno nisem. Mogoče Moskva, ne? Pogledajte Moskvo, ampak to je neka zgodba nekih drugih časov, ne? Kako je to bilo zvezano, ker je res zvezda. Ampak da je Slovenija izredno pomembno prometno vozlišče Evrope, to piše tudi v geografskih učbenikih, to moramo mi malo popraviti, je neizmerno slaba šala. Razvijamo s drugimi, razvijamo samo tiste vrste prometa, ki prinaša dobiček. Nam vlagal JPP, se so vlaki in avtobusi prazni. Glede, JPP je, kaj prav prva črta? Javno promet. Nobeno šolstvo se v resnici ne splača. Na konc dneva, ker moraš učitla plačati, zato pa javno. Nobeno zdravstvo, javno zdravstvo, se ne splača. In zakaj so sistemi v družbi javni? Zato, ker se ne splačajo. Ker tisti, ki se splačajo, je družba, razen v socialističnih državah, neizmerno hitro poskrbela, da so postali zasebni. Se pa splačajo na dolgi rok. In to je ugotovila pa že Marija Terezija, ki je obvedla obvezno šolstvo. Pa še kdo? Torej, saj nimamo JPP-ja, da bo na koncu meseca v zelenem. Pač pa, da so vsi, ki grejo na delo s tem, da so manjši, vsi te družba je mnogo bogatejša in tudi ekonomski multiplikatorji so. Je pa res, da treba to deleč računati. Znati. Enkrat je rekel župan, gorske občine, rekel, brez veze, da kako tu naša občina ob sobotah vlak se bo prazen. Tako sem rekel, ti imaš cel Kapalčkih dolin, ki so ceste od ponedeljka do petka prazne, ker nič ne možno. Ne? Tudi ne, rekel, pa ne je prazen vlak. Sam navadati se moramo na vlaku. V Sloveniji se zaradi razprošene poselitve JPP ne splača razvijati. Morda se ga ne splača razvijati tako, kot ga razvijajo v Belgiji, na to Nizozemskem, kjer je gostota prebivalstva po 440 na kvadratnih kilometrih. Ampak razvijemo ga po svoje. Mi ga pa zdaj 40 let nismo razvijali, da smo pogotovali, da se ga ne splača razvijati. Je krasno. Seveda se ga splača, samo mogoče v nekem drugačnem modusu. Ne? A se nam splača pridelati kmetijstvo, če imamo najmanjše posestvo v Evropi? Ja, ne bom odgovarjal na to neumno vprašanje. Ne? Ker, a se nam splača delati? Seveda se nam splača, vse delamo. Ne? In isto je z JPP-jem. Pa nam non-stop razlagajo, ja, pa je prostorska struktura drugačna, pa ne zastopite zgodovinskega konteksta. Ja, ne, jaz mislim, da se bi to dali še. Dobro razvite avtoceste nujno potrebujemo za blaginjo in razvoj Slovenije. A veste, v času hladne vojne smo zelo velikrat poslušali tole. Nujno rabimo orožje, da bo mir. To, ne. Sej, včasih to celo drži, ne. Ampak generalno je pa več minut takih orožij. A pa takole, ne, pol posel, ne, moramo umiriti promet v mestih, ne, zato gradimo parkirišča. Ja ne, če ti gradiš parkirišča, ki so plačljiva, si želiš, da so parkirišča zasedena. V Žnardovu, sploh, ki so javno zasebna partnerstva, parkirnih hiš. In noben ne bo vlagal tja, ker so parkirišča prazna. Če so pa polna, pa pomeni, da je še nekdo z avtom. Ja, pa še poletni pol, ne, skratka, gradna parkirišč, recimo Emonike, spodaj, oziroma zgori, kot 2500. Ja, zdaj to pomeni, da računajo, da se bo nekdo Ljubljano vozil z avtom, ne? Razen, če bodo parkirišča iz površine spravili tja not. Da bo dejansko tako zmanjšali neto površine parkiranja na površini, ampak potem ni bilo govora. In še večja neumnost, ne? Za ureditev prometa gradimo tretje pasove obvoznice. Ja, tam, ker tega res ni, nek bled. V Ljubljani ne bomo uredili prometa s tretjim pasom. Not even close. In ker se bo ta zastoj prenesel na izhod iz avtocest ali pa kar drugega.
In v Evropi marsikje zmanjšujejo število pasov na mestnih obvoznicah. Dobro, ne iz 2 na 1, ampak mogoče iz 5 na 4. In ni razloga, da mi to povečujemo. In ne bomo rešili kolapsa na avtocesti. Bomo ga za nekaj časa, ne? To je nova doza v žilo, ki te bo malo kupila časa, na koncu boš pa še bolj odvisen. In to sporočajo našim načrtovalcem, vsi resni prometni načrtovalci, pa ne pridemo skozi. Nismo, ne? Smo pogrdili se, bagli tako rekoč že delajo. Ne, in že Einstein je isto povedal zelo dolg časa nazaj, se pravi, to se nismo mi spomnili. Ok, še par mitov, pa ne več dost. Sistemske rešitve so možne v kratkem času. Ne, niso. Pika. Slovenska prometna zgodba. Avtoceste smo gradili, smo predvideli. 50-40 let. V to motoriziranost nismo prišli čez noč in ne bomo rešili težav čez noč. Ne da se. In ni čarobne palice. Ni. 30 let vlagati v železnice, pa se bo poznalo. Je pa to ekstremno neprivlačen politični cilj. Ker kdo bo danes dvignil dajatve za to, da bo ne vem, kdo čez 15-20 let žel njegove. To moraš imeti strašno medgeneracijsko odgovornost, ki je pa večino manj. Tehnologija prinaša vse rešitve, o rebound efektu smo že rekli, ne, vseh sigurno ne. Prinaša rešitve, ne po vseh. Ne, če bomo rešili, ne, če bo še več električnih avtomobilov, morda bomo problem pri onesnaževanju rešitve. Vse ostale zagate pa ne bomo. Vsega so krivi politiki, ne, to najlažje rečemo. Ja ne vem, odkar imamo demokracije, so te politiki voljeni. Ja, se pravi, kdo jih je volil? Ja, jaz nisem nobenega volil. Ja, toliko slabš. Prav, sploh ni bilo na avtobusu. Tako da ni res, ne. Krivi smo mi, ki to kupimo, mi, ki jih postavljamo. Ne. Tako, zdaj bom pa jaz končal. Resni načrti, jasna vizija in tako naprej. No. Ja, ne vete, včeraj sem rekel ena stvar, mogoče, če ne bo 1, pa bo pa 5-1. Zdaj bi rad zaključil, vsej bomo, ne. Ampak bomo, če bomo res, če ne pa ne bomo. Tako da, toliko, če so še vprašanja ali pa